Dober dan in lepo pozdravljeni v naši oddaji za zdravje. Danes jo začenja Sanja Lončar, prav ona ima namreč veliko znanja o kokosovi maščobi, za katero vemo, da je zelo zdrava. O čem pa bomo danes govorili? Ja, spet o maščobah in spet o kokosovi maščobi. Očitno je ta tema takšna kot ena turška nadaljevanka. Ravno mislite, da veste, kdo je kdo, pa se zadeve spet spremeni. V zadnjem času je ponovno v medijih veliko napisal, kako je kokosova maščoba škodljiva, ker vsebuje veliko nasičenih maščob, ki naj bi škodovale našemu holesterolu. In sprašujete, a je to res ali ni res? Naš prispevek je prekratek, da bi vam ponovno razlagali 50 odtenkov maščob in vse tisto, kar posebej stroka ne ve, pa bi morala vedeti. In sicer ni pomembno, a so nasičene ali ne, pomembno je, katere so nasičene. In če so kratkoverižne, srednjeverižne, te delujejo popolnoma drugače kot dolgoverižne. Tudi ni pomembno, ali gre za holesterol, pomembno je, ali bo nekaj povečevalo velike ali mehne molekule. Torej, ko se vse to poglobimo, ko vse to prežvečimo, ugotovimo, da je kokosova maščoba še vedno zelo zdrava maščoba. Takšna, ki deluje proti virusom, proti bakterijam, proti zajedavcem, ne poškoduje črevesne flore in današnji človek z oslabelim imunskim sistemom je še kako potrebuje. Zadnjič smo jo kušali takrat, ko smo uživali materino mleko, ker lavrinska kislina, ki se nahaja v kokosovi maščobi, najdemo je le v materinem mleku še. Vendar, tudi trgovci so začutili, da je v kokosovi maščobi novi biznis in se v zadnjem času v trgovinah pojavlja vse več izdelkov, na kateri so narisani kokosi, palme ali določene maščobe dobivajo imena, ki tako potegnejo, da mislite, da gre za kokosovo maščobo. Glede tega bodite zelo pozorni. Kokosova maščoba je, kot sem že povedala, zdrava maščoba, vendar le pod pogojem, da ni hidrogenizirana in da ni esterificirana. Kaj je esterifikacija? O tem ste zelo malo slišali, ampak na kratko je zadosti, da veste, da je to še hujši proces predelave kot hidrogenizacija. Vendar kaj narediti s cvetjem? A smemo sploh cvret? Ja, idealno življenje bi bilo, da vam rečemo, ne smete, ampak življenje je veliko več kot le ostati zdrav za vsako ceno, zato je treba tudi znati pripraviti okusno in ocvrto hrano, ki nam ne bi škodovala. Takrat pride do izraza kakovostna kokosova maščoba, ki ima smoking point, to pomeni, da se zažge šele pri 232 stopinjah, kar je dovolj, da lahko varno cvrete, brez da se maščobe degenerirajo. Ravno take maščobe, ki so nasičene, so veliko bolj varne, ker pri njih ni molekul, ki se lahko degenerirajo takrat, ko cvremo. Torej, kako cvremo s temi maščobami? Niti ni potrebe, da bi na izjemno močnih temperaturah delali. Hrana, ki jo pripravljamo do 200 stopinj, bo lepo s korico naredila in zapekla vse, kar si želimo. In danes bomo to recimo preizkusili na primeru enih ocvrtih jabolčkov, mi jim rečemo jabolke v šlafroku oziroma v takem gostem palačinkovem testu. Torej, maščobo segrejemo. Odlično je, če imate take ponve, ki so dovolj debele, da enakomerno provajajo toploto. Jabolčka bomo narezali tako na približno pol centimetrske kolutke. Prednost kokosove maščobe pri cvrtju je ravno to, da tle ne tvegamo, da se bojo maščobe degenerirale. Ravno to je problem vsake druge zdrave maščobe, ki vsebuje veliko nenasičenih maščobnih kislin, ker s pregrevanjem bojo lahko postale škodljive. Torej, imamo maščobo, ki nima vonja, nima arome, seveda, če bomo uporabljali maščobo, ki je hladno stisnjena kokosova, ta ima aromo, zato je bolj primerna za torte, za kreme, recimo tudi za kozmetične zadeve. Ampak, če hočemo cvreti tako, da maščoba ne vpliva na okus hrane, potem je sigurno kokosova maščoba, ki ni hidrogenirana in esterificirana, zelo varna izbira. Torej, ne glede na to, a gre za zrezke, za flancate, za krofe ali za kaj drugega, lahko varno cvremo, če to počnemo na varni maščobi.